že to, da sedaj občine opravijo to umazano delo za državo in da zamašitev finančne luknje v državnem proračunu, ki vemo, iz katerih razlogov je nastala, obremenijo občane. To bi moral biti sistemski davek, ki bi tudi ostal na lokalni ravni. Morali bi se narediti ta enakopravnost, pravičnost, da tudi tisti, ki doslej niso pobirali tega davka, ta davek začnejo pobirati. V osnovi pa mislim, da je zelo preveliko pričakovanje, da bo tega pobranega davka od ljudi več kot dvakrat več kot doslej. Poleg ljudi je tu zagotovo tudi ta obrt, podjetništvo, tisti, ki bodo v teh težkih časih, ko komaj spravijo skupaj konce v svojih poslovnih načrtih, še toliko težje delovali in tu gre tudi za na nek način prevelik pritisk na gospodarstvo. Občine bi morale od začetka ta davek imeti kot svojo občinsko politiko. Sam sem dosti bližje temu takšni rešitvi, da če bi že poiskali del novih davkov za to krizno obdobje, bi na obstoječ sistem enostavno dodali nek dodatni procent kriznega davka na premoženje, ki bi bil namenjen za mašenje te luknje, ne pa da obstoječ sistem povsem rušimo in tudi delamo takšne neumnosti in pa takšne prerazporeditve na tem področju. Tako da mislim, da dela vlada s tem veliko napako, ruši obstoječ sistem, ki se je gradil desetletja, ki je upošteval te